Pozdravljeni. Prah po trku med Lewisom Hamiltonom in Maxom Verstappenom se še ni polegel. A nekdo izmed vas sprašuje, kako je možno, da pridemo do tako različnih interpretacij. Na začetku sem vsem vam, gledalcem kanala, dolžan opravičilo. Mnogokrat se zgodi, da se meni zdijo določene zadeve same po sebi umevne in verjetno marsikomu izmed vas še zdaleč niso, in seveda tudi obratno. Tokrat sem postavil neko trditev, brez da bi vas usmeril na vse tiste vire, kateri obstajajo na mojem kanalu. Namreč, moje mnenje temelji na mojem osebnem znanju in moje znanje je lahko napačno, a vseeno prav je, da povem na osnovi česa sem se odločil tako in ne drugače. Govorim o dejstvu, da sem večkrat ponovil, da po mojem osebnem mnenju je trk med Lewisom Hamiltonom in Maxom Verstappenom enostavno dirkaška nesreča. Nekateri se z mano strinjate, drugi ne. V preteklosti sem naredil dva prispevka, ki razlagata tiste osnove, kako se določa eno in drugo. Oba prispevka sta starejša in zagotovo nista na taki kvalitetni ravni, kar se tiče slike, zvoka in marsikaj drugega, kot sedanji. Kot tudi sedanji v prihodnosti bodo izgledali malce zastarelo. Govorimo o prispevku Skozi ovinek, kjer se nekako razlaga stil vožnje skozi ovinek, ki sem ga naredil 2. oktobra 2019. A bolj zanimiv je tisti, ki govori o osnovah spopada na progi iz 25. julija 2020, kjer se obdeluje boj na ravnini in boj skozi ovinek. To sem pa poudaril zaradi tega, da boste razumeli, da gre za starejše prispevke, ki so nastali bistveno pred tem, kar bomo obdelovali danes. In strinjam se z mnogimi izmed vas. Sam nisem nobena referenca za Formulo 1. Nisem eden izmed tistih mnogih strokovnjakov, katerih beseda je zakon. A marsikoga je tudi zanimalo, zakaj je možno, da pride lahko do tako različnih mnenj o enem in istem dogodku. Zakaj je nekomu jasno nekaj, drugemu, ko gleda iste slike, iste posnetke, pa čisto nasprotno. V tistih dveh prispevkih, ki sem jih citiral, je zajeta osnova, po kateri sem se sam odločil. In v tistih dveh prispevkih so navedeni principi. A verjamem, mojemu mnenju in mojim prispevkom marsikdaj ne gre zaupati. Zato se lahko ozremo tudi po drugih virih. In pred kratkim na motosport.com smo lahko videli obsežen članek, ki je prav tako obdeloval to tematiko. Citiram jih zato, ker bom tu uporabil tudi njihove grafike, da ne bo pomote, da sem si sam nekaj izmišljeval. In bistvo pri razumevanju tega problema, kdo je imel prednost in kdo ne, je v tem, kje sta bila oba konkurenta, ko se je manever pravzaprav začel. Uporabljali bomo tudi malce makete in seveda skice, ki sem jih pobral že v prej citiranem članku. Velika razlika je v tem, kje se je nahajal oni zadaj, ko je prehiteval onega spredaj. In tu bom skušal ponazoriti tisti ovinek kopc, ki je v desno, kjer je bil en konkurent zadaj na notranji strani, drugi malce spredaj. Kolikor bi bil zadaj, kjer bi bila njegova prednja pneumatika, za zadnjo pneumatiko njegovega konkurenta sploh ni dvomov. Oni spredaj določa, kje, kako in kdaj bo zavil.
A zgodilo se je to, da je bila njegova prednja pnevmatika med obemi kolesi svojega nasprotnika. In teorija, po kateri sem se učil jaz, pravi, da v tem primeru je nekje odgovornost 50-50. Namreč dobil sem tudi vprašanje, zakaj so praktično krivili onega na notranji strani v primeru trka v Silverstonu med Hamiltonom in seveda Verstappenom, ker je bil tudi podoben primer na veliki nagradi Avstrije. Namreč tu smo videli nekaj drugega, izrivanje iz proge, ko sta bila oba konkurenta poravnana. Gre za drugi primer, ki je tudi opisan praktično na skici, ki jo vidimo v motosportu in seveda tudi mojih prispevkih. Najprej bi rad s pomočjo skice razložil nekaj dejstev. Na tistem prvem primeru lahko vidimo, da prednje kolo onega, ki prehiteva, ni bilo pred zadnjim kolesom onega, ki se je branil. Torej v tem primeru onaj spredaj ima prednost. V drugem primeru, ki je pravzaprav tisti, ki opisuje dejansko situacijo, oni, ki je prehiteval, oni na notranji strani, imel kolo pred zadnjim kolesom onega, ki je prehiteval. In tu po mojem znanju teh pravil je odgovornost 50-50. Čeprav pravijo pri motosport.com, da oni na notranji strani je imel prednost. Seveda obstaja dvom, kaj pa, če ni bilo dovolj prostora ne na levi in ne na desni. Videli smo, da prostora je bilo dovolj in da ni bilo poizkusa izrivanja, kot smo videli na primer na veliki nagradi Avstrije. Ukolikor bi imeli situacijo, kjer bi bila poravnana na izhodu iz ovinka, je tu tisti, ki je na zunanji strani, zopet oni, ki ima prednost. A sedaj smo se znašli pred novim vprašanjem. Mnogi navdušenci so zapazili, da linija Lewisa Hamiltona skozi ovinek zdaleč ni bila tista idealna, ni šel na tisti vrhunec, ni šel na apex. Prijatelj kanala Badger's Way, Isidor Halužan, je povedal, da po njegovem mnenju bi Lewis Hamilton izjemno težko izpeljal tisti ovinek, kolikor ne bi prišlo do trka. In z Isidorjem se strinjam, cenim njegov pogled, ki je zmeraj malce izven tistih normalnih okvirjev in daje izjemno veliko dodano vrednost. Vprašanje je, obstaja kako pravilo, ki določa, s kako linijo lahko nekdo zapelje skozi ovinek? Ne, nikoli nisem zasledil, da mora nekdo obvezno slediti neki liniji. Lewis Hamilton je imel pravico izbora linije, pravico izbora načina, kako bo šel skozi ovinek. Max Verstappen je imel pravico ali pritiskati na stopalko za plin ali malce pritisniti na stopalko za zavoro. Kolikor teorija Isidorja drži, bi bilo dovolj Maxu, da bi malce spustil stopalko za plin ali malce stopil na zavoro, Lewis Hamilton bi se prosto odpeljal po tangenti mimo. Seveda, enostavno je govoriti od doma, ko se je vse že zgodilo, in tu se strinjam z vami. Težava je v tem, da mnogokrat tisti, ki pišejo razne članke in tudi drugi, ki komentirajo, gledajo na zadevo z perspektive navijača oziroma zaveznika ali sovražnika nekoga. Za nekatere Lewis Hamilton lahko počne, kar hoče, ker ga ščiti FIA in so presneto siti tega, da stalno zmaguje. Po vidiku drugih je pa Lewis Hamilton eden izmed največjih voznikov vseh časov
in je Max Verstappen tisti, ki se je malce preveč približal. Seveda, karikirano povedano. Kolikor boste si vzeli čas in ogledali prispevek Osnove spopada na progi, boste videli, da sem uporabljal primere, kjer je bil odgovoren tako Max kot Lewis. Torej, ne en, ne drugi ni angelček. In v tem primeru bi lahko rekli, da je imel Lewis morda tudi težave z oprijemom prednjega para koles tam. Seveda ne moremo trditi dejstva, da je Lewis Hamilton nemirno zavil v Maxa Verstappena in s tem povzročil trk, kateremu bi se lahko izognili. Brati moramo tudi podrobno poročila, kajti v članku, ki sem ga citiral, so opazili majhno razliko, ki je pa izjemno pomembna. Pravijo, da Lewis Hamilton je delno bolj odgovoren kot Max Verstappen za nastal trk. Kolikor pogledamo tisti primer, ki smo ga videli v istem vikendu, ko je na sprint dirki George Russell trčil z Carlosom Sainzem, bomo videli, da je krivda po mnenju komisarjev na strani Georgea Russella. Zdaj, niti ni važno, kolikšen odstotek krivde je na strani Lewisa Hamiltona. Je to 51%, 60%, 90%, 99%. Praktično razumeti moramo, da krivda, že potem, kako so napisali poročilo, je nekako deljena. Sedaj bomo zapustili športne vode in se bomo spustili v politične vode. Nekdo izmed vas je povedal, da Lewis Hamilton je dobil premilo kazen. Ne strinjam se z njim. Kolikor bi bil Lewis Hamilton 100% odgovoren za trk, je 10-sekundna kazen premila. A z besedila samega poročila je razvidno, da ni 100% odgovoren. Sedaj se bomo začeli spraševati, kaj so pravzaprav naredili komisarji. Kaznovati Maxa Verstappena je bilo brez veze. Bil je že izven proge in nobena kazen ne bi poslabšala njegovega položaja. Komisarji so se morda bali tistega, kar se je zgodilo na veliki nagradi Kanade v sezoni 2019. Spomnimo se, kako je bil Sebastian Vettel kaznovan, ko je prišel zopet nazaj na progo in kako je reagirala publika. No, tisti incident in ta incident imata nekaj skupnega. Emanuele Pirro je bil v obeh primerih tisti komisar, ki nekako je bil odgovoren za pogled voznikov na vso zadevo. Spomnimo se, kaj se je zgodilo po tisti dirki in morda komisarji tokrat se so hoteli izogniti vsej situaciji, ki je nastala takrat. Čeprav smo videli, da jim to ni preveč dobro uspelo, je morda tudi to razlog, zakaj so izbrali neke vrste kazen za Lewisa Hamiltona in zakaj je bila ta resnično malce bolj blaga. Utišati so hoteli razne teorije zarot in zato so dali neko kazen, da je bilo očitno videti, da so reagirali. Kolikor bi lahko napisali, da je šlo za vozniško nesrečo, bi lahko se dobila velika množica navdušencev, ki bi trdila, da je zopet FIA tista na strani Mercedesa, kar pa je kontraproduktivno za celoten šport. Predstavil sem moj vidik, moje poglede in moje znanje na dogodke. In verjamem, da marsikdo izmed vas resno misli, da Lewis Hamilton je bil polno odgovoren za ta trk. Rad bi slišal vaše mnenje, vašo osnovo, vaše videnje in vaše poznavanje pravil,
zakaj je odgovoren za to. Namreč sam sem se trudil čim bolj objektivno dobiti neke razloge, v katerih bi lahko Lewisa Hamiltona tudi objektivno smatrali za 100% odgovornega. Žal jih nisem dobil, zato se obračam na vas, na tiste, ki vidite zadeve tudi z drugačnega zornega kota, kot jih gledam sam. In tudi to je namen tega kanala, da se pogovorimo, da sprožimo neko konstruktivno debato in da se vsi nekaj naučimo, tako vi kot jaz. Za enkrat, kar se tiče tega vprašanja, upam, da sem dal dokaj zadovoljiv odgovor. Zahvaljujem se vam za pozornost in vam želim lep dan še naprej.